Cela Slovenija vabljena 29. decembra v Novo Gorico na Bevkov trg. En krasen pozdrav vsem, ki spremljate Radio Robin in njegovo dogajanje tudi na naših družbenih omrežjih. December je čas obdarovanj, koncertov in dobre volje. In veseli smo, da bo tudi na Goriškem letos polno dogajanja, polno koncertov, ki bodo zagotovo popestrili te sicer mrzle, a praznične dni. No, moj današnji sogovornik se nam bo konec decembra pridružil v Novi Gorici, ker bo z nami delil vse svoje uspešnice, ki jih je nanizal skozi svoja leta. In vesel sem, da ga pozdravljam danes v svoji družbi, Luka Basi. Živijo, živijo. Kako si, Luka, mogoče te najprej to vprašam? Bom rekel, po 3 koncertih, nisem bil po 3 koncertih, bom rekel, da super vseeno, ker uživam teh, tako ste že rekli, v prazničnem momentu, ker je nekako drugačno doživetje. Tudi koncerti so malo drugačni, so tudi praznično obarvani. Se mi zdi, da ljudje žarejo neko dobro voljo, tisto praznično vzdušje, tako da jaz sem decembra super. Decembr je nekako, kot si rekel že sam, v bistvu nekako prepleteno z konstantnimi pojavljanji na odru. Verjetno tudi pri tebi ni nič drugače? Res je, ja, veliko smo na odrih, veliko smo tudi na raznih intervjujih, na kakšnih dobrodelnih zadevah, na različnih srečanjih, kakšnih sprejemih, tudi zaključke imajo razna podjetja, tako da nas je, bom rekel, povsod polno. Si pa pol januarja vseeno vzamemo kak teden zase. In tudi najdaljšo noč v letu boš preživel na odru, kaj ne? Res je, tudi najdaljšo noč letos preživljam skupaj z mojo drago tu v Ljubljani in sicer na Kongresnem trgu, ampak preden da bo konec leta, se pa postavimo seveda še nekje druge kot pa v Novi Gorici. No, absolutno. Morda še to podvprašanje glede silvestrovanja samega. Ogromno glasbenikov pravi, da ko so glasbeniki na odru za novo leto, da je to še posebej eno tako krasno vzdušje, zaradi tega, ker je v zraku neko pričakovanje, zaključek nečesa lepega in tudi začetek nečesa dobrega, tudi pri tebi tako? Ja, res recimo zdaj, če bi bo poletje bil, da kurjo kožo, ko se začel o tem razlagati, ker je res, prav čutiš neko tisto euforijo, ki se skozi celi tisti večer, celo noč do tiste polnoči. In pol recimo sploh na teh večjih odrih, večjih koncertnih prizoriščih, ko dejansko vidiš, ne vem, kot 10-15 tisoč ljudi odšteva tisto 5, 4, 3, 2, 1. In se mi zdi vseeno nek tak neverjeten občutek in glihte, ko si prej rekel, recimo, se mi zdi, da se vsi želijo na 31. tiste stare navade pustiti, da prvega pa začeti z nekim novim, z neko večjo pozitivo in je tudi občutek glih ta prehod, da si lahko na odru fenomenalno. In prav proti koncu decembra se torej odpravljamo tudi mi, k nam prihajaš, tudi zelo kmalu. Je pa še vedno, preden se dotakneva koncerta v Novi Gorici, Križanke, že 4. zapored letos. Ja. To verjetno ni mačji kašelj niti organizirati, niti pravzaprav dati pod streho enega tacga velikega. Ja, res je. Bom rekel, da tule moram reči, da imam ful srečo, imam super ekipo, ki prevzame tudi, bom rekel, mogoče se ne zavedajo ljudje, da tudi kup ene birokracije, kup enih papirjev, kup enih dovoljenj. In letos v bistvu sem bil še bolj vpet tudi v papirologijo, zato ker sem jaz sam imel željo, da bi se na koncertni oder spustil po ozadju. In to je bil problem zrihta, to smo mogli statika, pol tistega dejansko človeka najti, ki je bil arhitekt te strehe, vse je skratka, ampak bom rekel, da tisti moment pol, ko smo vse to zrihtali, sem bil ful navdušen. Pol smo pa imeli to generalko in ko sem začel to gledati in ko sem dobil končno skico, da začnem z 11 metrov višine, mi je bilo skoraj malo žal, da sem se to odločil. Ampak ravno na koncu feeling, štarta 4. razprodane Križanke po zipline je bil nor. Torej, kot smo že rekli, eno tako vrhunsko leto, ogromno lepih stvari te čaka, tudi še drugo leto, ampak kot že rečeno, Nova Gorica, tudi en tak krasen dogodek, leto boš na nek način zaključil tudi s koncertom pri nas. Povej mi mogoče najprej, kakšna je publika na Goriškem, kako rad nastopaš? Ful fajna. Glih smo se zdaj pogovarjali z kitaristom, ko se vozimo glih na nek špil. Smo tega razmišljali o Novi Gorici in bili smo že tam, sicer nismo bili na trgih, bili smo v diskotekah, ampak kako ne rečem, taka sproščena publika je. Ful je fajn publika, sodelujejo, pesmi znajo in to je tisto, kar pol kot glasbenik si, kako ne rečem, zadovoljen, vesel in dejansko še tisti dodatni push energije ti dajo ravno oni. In Nova Gorica, jaz mislim, da bo 29. decembra fenomenalno, kar ne dvomim. Sploh pa, če zdaj združim, da smo pa še itak, že kako ne rečem,
konc je tudi praznikov, se mi zdi, ker ljudje imajo tudi mogoče malo pritiska, ker je treba božično kosilo skuhati po večerju, pa vse. Ja, Tudi si pa fraj, tam pa lahko žuraš, koliko hočeš. In to bomo definitivno tudi počeli. Zdaj, kaj nas pravzaprav čaka na tem koncertu? Nastopaš na Bevkovem trgu, kakšen program pripravljaš, kaj lahko... Mi vedno pripravljamo program, da probamo zadovoljiti, ki bo rekel, nek čim širši spekter. Jaz bom vseeno rekel, da moji koncerti bazirajo sploh na teh, kako ne rečem, trgih, logično na zabavi, ljudje se imajo radi fajn. Tako da žur bo zagotovljen, malo se dotaknemo tudi romantike. Predvsem smo tudi veseli, da lahko decembra vključimo tudi kakšne božične pesmi pa praznične pesmi, tako da bo repertoarjev tudi malo začinjen z decembrom. S tem prazničnim vzdušjem. Tako. Torej. No zdaj, preden nas boš obiskal v Novi Gorici, sem se odločil, da ti bom postavil en izziv, oziroma da ti ne bom stvari tako zelo poenostavil, kot bi ti jih sicer lahko. Okay. Vprašanja imam zate, v bistvu o tvojem znanju o Novi Gorici. Glede na to, da tja prihajaš, mislim, da je pač tudi potrebno temu stvar prilagoditi temu, da ne bo čisto najbolj enostavna. Okay. Skratka, kako sicer pravimo Novi Gorici? A. Mesto kulinarike, B. Mesto vrtnic ali C. Mesto hortikulture? Mislim, da je, sicer bom rekel, da to ni glih neki moje prvo znanje, ampak enkrat sem nekaj zasledil, pa tudi mislim, da v grbu, ne tako, da jaz bi rekel, da je to povezano z rožami oziroma mesto vrtnic. Bravo, pravilno. Tako, evo, prvo od treh rešeno. Yes. Prihodnje leto bosta Nova Gorica in Gorica vpeti v Evropsko prestolnico česa? A. Evropsko prestolnico igralništva, B. Evropsko prestolnico vrtnic ali C. Evropsko prestolnico kulture? Čeprav smo prej govorili o vrtnicah, bom pa zdaj vseeno rekel, da bi se odločil za kulturo. Ja, zadnje vprašanje. Glede na to, da boš nastopil na Bevkovem trgu. Po kom je poimenovan Bevkov trg? Spet imaš tri opcije. A. Po hokejistu Metodu Bevku, B. Po učiteljici Davorini Bevk ali C. Po pisatelju, politiku in akademiku Francetu Bevku. Glede na to, da je tu le en vseeno z nazivi prevladal, bi se odločil za Franceta Bevka. Drži, no vidiš, zdaj v bistvu dejansko to je to. Zdaj lahko uradno prijem 29. decembra. Zdaj ti pustimo, da boš šel na oder in da boš zaseljeval poslušalce. Dejva še enkrat mogoče res povabiti na ta koncert vse tiste, ki bodo, se pravi, v tistem koncu, oziroma ki bodo prišli, če ne drugega, prav zaradi tebe tudi v Novo Gorico na Bevkov trg. Jaz bom tako rekel, da ne samo Nova Gorica, ne samo tisti konc, pa ne samo Primorska, jaz bom rekel cela Slovenija, vabljena 29. decembra v Novo Gorico. Nova Gorica ponuja tudi, bom rekel, obilo ostalih zadev. Lahko pridete na koncert, tam prespite, naslednji dan si ogledate, skočite na kakšne znamenitosti, spoznate, zakaj je to eno super mesto za družiti, fajn se imeti pa uživati. Skratka, vsi pa res vabljeni 29. decembra na Bevkov trg. Tako, se vidimo, Luka, tebi pa hvala za tvoj čas. Hvala. In torej se vidimo 29. Zmenjeno, hvala lepa. Več prazničnega vzdušja z Radiem Robin. Pokrovitelji Eurospin, praznični nakup, Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program iz podjetja Safor in Big Bang.